30 let trgovskega podjetja Goričanka. V občini Radenci so praznovali občinski praznik. Prijeten poletni pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije AS. Povabilo k ogledu današnje oddaje dogodki, v kateri boste o dveh prispevkih zagotovo izvedeli kaj zanimivega. Začetki podjetja Goričanka segajo v leto 1989. Bogata ustvarjalnost in nenehna rast sta botrovali, da so danes prepoznavno podjetje v Pomurju in širše. Srečko Kalamar se je pred 30 leti odločil podati na samostojno pot in tako postal eden izmed prvih zasebnih trgovcev na drobno v Pomurju. Leta 1989, da se je začela privatizacija oziroma privatna iniciativa v takrat še Jugoslaviji. Bili smo med prvimi v Pomurji in pa, če bi malo karikiral, smo praktično tudi med zadnjimi privatnimi trgovci v Pomurju. Že od začetka poslovanja so v podjetju sledili potrebam domačega človeka in prilagajali ter širili asortiman blaga. Sam je v začetku upravljal številna raznovrstna dela, od maloprodaje, prevoza blaga do računovodstva. Danes podjetje zaposluje 50 ljudi, vsako leto pa omogoča dodatno delo tudi številnim dijakom in študentom. Že tretje leto zapored so po oceni bonitetne hiše Bisnode prejeli oceno bonitetne odličnosti 3A. Pisalo se je leto 1989, tudi takrat je bil državni praznik, verjetno se še spomnite, 22. julij je bil slovenski oziroma jugoslovanski državni praznik. Začeli smo v drugi državi z našo dejavnostjo oziroma s poslovanjem in takrat smo odpirali prodajalno v Trtkovi, kjer je še zdaj sedež podjetja, kjer je sicer ponudba močno razširjena, ampak takrat smo začeli z majhno živilsko prodajalno. Otvoritev je bila na praznični dan, bili smo pravzaprav presenečeni z mnogimi obiskovalci iz celo Murske Sobote, ker pravzaprav ni bilo prodajalne nikjer. Eni so prišli iz Firpca, eni so postali naše stalne stranke, kar danes mogoče sploh se ne zdi logično, ampak k nam so prihajale stranke iz Murske Sobote, kar je danes mogoče prej oziroma praviloma obraten proces, da se vsi obračamo ali pa obračajo tudi naše stranke v večje trgovske centre, ampak takrat smo bili tako nekaj posebnega, tako nekaj novega, da smo tudi za našo majhno prodajalno, za našo inovativnostjo in pa res nekaj posebnega za tisti čas privabljali tudi goste oddaleč. Leta 1994 smo po tistem boomu z odpiranjem novih prodajaln, se pravi novih prodajaln po Goričkem, smo se začeli usmerjati v drugo dejavnost. Ocenili smo se, da je perspektivna prodaja gradbenega materiala, zato smo leta 1994 začeli z gradnjo skladiščnega šotora oziroma skladiščne hale. Odkupili smo sosednjo parcelo in zgradili 300 kvadratov veliko skladiščno halo, ki je potem postala temelj razvoja gradbenega materiala, kjer smo trenutno med vodilnimi ponudniki v Prekmurju in pa celo na nekaterih segmentih, bi lahko rekel, v Sloveniji. Mrežo prodajaln smo potem v letu 1995 razširili v prodajalno pri Svetem Juriju, se pravi gradbeno-tehnično prodajalno. V najem smo vzeli en manjši prostor, ki pa je kaj kmalu postal pretesen oziroma tudi z prodorom oziroma prodajo na avstrijski trg se je hitro začela tudi ekspanzija prodaje na tem področju. V letu 2001 smo vzeli najem objekt pri Gradu in v njem uredili dve prodajalni, se pravi gradbeno-tehnično in pa živilsko prodajalno. Prvo leto smo to živilsko prodajalno imeli kot lastno prodajalno oziroma čisto samostojno, v letu 2002 pa smo sklenili pogodbo s podjetjem Tuš iz Celja in tako začeli sodelovanje na področju pogodbe o franšizi s podjetjem Tuš, ki je trajala 16 let. V letu 2004 smo razširili prodajo gradbenega materiala na lokacijo v Gornje Petrovce. Najprej v najem, potem odkup smo vzeli prostore potrošnika in tam razvili prodajalno. Ta slika je v teh dneh
obnovljena, smo tudi zdaj v teh dneh prekrili ostrešje, tako da za praznični teden, ki ga zdaj doživljamo v našem podjetju, smo pravzaprav tudi vse objekte znova osvežili, jih polepšali in pa naredili prijazne do naših strank in pa seveda tudi zaposlenih. V letu 2009 smo odkupili objekt od Panonke v stečaju v Mačkovcih, en del porušili, drugi del temeljito obnovili, ker ga nismo smeli rušiti, ker je pod spomeniškim varstvom, in tam je nastal naš prvi sodobni center, Tuš market Goričanka Mačkovci. Tu je nekaj slik iz otvoritve. V tem marketu smo pridobili v zgornjem nadstropju tudi upravne prostore, se pravi 250 kvadratov upravnih prostorov, 300 kvadratnih metrov je živilske prodajalne. V letu 2013 smo razširili poslovanje v Kobilje, tam je zrasel naš naslednji market, pravzaprav smo ga vzeli v najem od občine Kobilje, objekt, in ga v letu 2013 predali namenu, v lanskem letu pa smo ta objekt preselili v nove prostore, v enkrat večje, in ga tudi za čisto novo opremo predali namenu. V letu 2014 smo namenu predali prvi dve pogodbeni pošti, prijavili smo se na razpis Pošte Slovenije, ki je nameravala zapirati pošte na Goričkem, in smo odprli pošti v Kobilju in Mačkovcih. V letu 2015 smo začeli z gradnjo trgovskega centra pri Svetem Juriju, naš največji logistični dosežek do zdaj. Vidite sodoben gradbeno-tehnični center, veliko zunanje skladišče gradbenega materijala, sodoben market, gostinski lokal, vse skupaj 1000 kvadratnih metrov, 3000 kvadratov zunanjih površin. V letu 2016 smo odprli še pogodbeno pošto pri Gradu na Goričkem. To je naša tretja in trenutno zadnja, in verjetno tudi mislim, da se ne bo več dogajalo teh prenosov oziroma zapiranj pošt, tako da trenutno delujemo na teh 3 lokacijah. V 6 občinah na Goričkem ima podjetje 12 poslovnih enot, od tega 4 nadpovprečno urejene in velike markete, ki od leta 2017 delujejo pod okriljem Spar Partner Slovenija. Tako delujejo trenutno 4 Spar Partner marketi v Mačkovcih, Svetem Juriju pri Gradu in pa v Kobilju. Mislim, da je sodelovanje z podjetjem Spar Partner vzorno in se ga veselimo, oziroma smo prepričani, da bo tako ostalo tudi vnaprej. Ob vsem tem razvijamo tudi lastne blagovne znamke, nekaj jih imate trenutno tudi pred sabo, se pravi, ena od teh je voda. Letos glih zaradi obletnice smo tudi 3 proizvode iz sladkega programa oziroma peciva predstavili. Prva naša znamka je Gorterm, se pravi termoizolacijski materijali, potem je Goršker, s katero praktično ponujamo ugodno ponudbo orodij pod našo blagovno znamko. Naša ena prvih znamk so Gorička jabolka, s katero oskrbujemo vsa gospodinjstva, lahko zatrdimo v Sloveniji. Od lastni blagovni znamki imamo seveda tudi blagovno znamko Gorpiti. Opazili ste verjetno, da vse naše blagovne znamke imajo predpono Gor, se pravi Goričanka, in pa praviloma prekmurski drugi del, se pravi Gorpiti za pijačo, Gorgesti za hrano. Eni v Sloveniji se temu čudijo oziroma ne razumejo, kaj je Gorpiti, kaj je Gorgesti, ampak namenoma hočemo stvari tudi nekje z jezikovnega vidika lansirati naprej. Goričanka namenoma ostaja goričko podjetje, kljub temu, da so imeli v teh 30 letih številne ponudbe v širitvi tudi v druge kraje po Sloveniji, pa tudi v tujino. Občina Radenci je od leta 1994 samostojna občina. Občinski praznik pa je posvečen spominu na kapelsko-radenski tabor 19. junija leta 1870. Pred občinsko stavbo v Radencih je v petek 21. junija v večernem času potekala slavnostna akademija o prazniku občine Radenci. Leta je od leta 1994 samostojna občina, občinski praznik pa slavi v spomin na kapelsko-radenski tabor 19. junija leta 1870.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil Tone Partljič, slovenski pisatelj, dramatik, scenarist, komediograf in politik, ki se je v svojem govoru spomnil tudi tega taborskega dogodka. Legendarni tabor, ko smo Slovenci, če že ne sanjali svojo državo, ampak vsaj to, da bi bili znotraj Avstrije nekako zedinjeni. Tabori pravzaprav pomenijo neke prve zametke slovenske pomladi. Ni čudno, da so bili tu okrog, kot veste, v Ljutomeru, v Bočkovcih in seveda tudi drugod. Njihovo idejo smo pravzaprav dobili pri Čehih. Oni so imeli pred nami tabore in tam je tudi veliko krajev, ki se imenujejo tabor. Slovenci nikoli nismo imeli velikih težav, nasprotno, smo se vedno znali izkazati, kadar je šlo za domovino Slovenijo. Pa če pomislite na slovensko ljudsko pesem, ki veliko krat pojejo v domačem kraju, domačih ljudeh, če pomislimo na Trubarja, ki nam je napisal prvo knjigo in prvi rekel, ljubi moji Slovenci, na Prešerna, ki je rekel dežela, da je to podoba raja, naša dežela, Cankarja, ki se mu zdi, da je Bog, ko je ustvarjal svet, saj veste, pravi, da je Bogu 6. dan zvečer ostalo v rokah še prgišče lepote, pa ni vedel, kam bi s tem. Je rekel, to bi bilo škoda, da bi tu ostalo, in je vrgel na zemljo. In Cankar pravi, glej čudež, padel je na vzhodno stran Alp in tam bo do nebesa pod Triglavom. Partljič se v govoru ni izognil zgodovine Slovencev na tem prostoru, ter je spregovoril tudi o zagrenjenosti, o sovraštvu in spravi s prispodobo izpred več kot 2000 let. Pred 2500 leti Antigona v Tebah, ko je imela pred seboj oba brata, Polinejka pa Eteoklesa, Polinejk se je boril na strani Teb, Eteokles na strani Teb, Polinejk pa na strani Špartancev, ki so napadli Tebe. In kralj je prepovedal pokopati izdajalskega Polinejka. Ampak Antigona vidi oba mrtva, pravi, gola, ranjena, kje je razlika? Oba sta moja brata. In reče znameniti stavek, ki bi si ga morali kdaj imeti v zavesti, ne da sovražim, da ljubim sem na svetu, in pokople oba brata, oziroma tudi Polinejka, kar potem plača svojim življenjem. Mi mogoče imamo nekaj tega v sebi, da smo tako zelo radi in nesrečni, malo nas je, vsi nas izkoriščajo, vsi nas zafrkavajo in smo tako radi in nesrečni. Nasprotno, naši najpomembnejši ljudje, če v Mariboru omenim recimo Majstra, so vedeli, ni važno, kaj delajo z nami drugi, pa naši sosedje. Samo to je važno, kaj delamo mi sami seboj. Koliko smo ponosni, koliko se spoštujemo. In tu sem, ker sem bil tudi nekaj časa poslanec, kot je rečeno, se bi rad zatajil, pa se ne da, ker vsi vejo. Moram vseeno reči, da bi nekaj več ljubezni tudi do države, pa nekaj več razumevanja, da ima tudi mlada država svoje velike težave, vseeno pričakoval. Vsi moramo nekaj narediti, pa se spremeniti. Cankar je ob koncu svetovne vojne rekel, cela Slovenija mora doživeti očiščenje in pomlajenje. In nekako si mislim, da bi morali biti vsi odgovorni tudi, kako bo ta država izgledala, ne pa samo nekaj ljudi. Pred državnim praznikom je slavnostni govornik opozoril na razdvojenost javnosti, ki jo danes povzročajo sovražni govori. Kam nas bo to pripeljalo? Ni sovražni govor, samo če zunaj nekdo nekaj reče. Tudi to, kar je med nami, bi apeliral, da bi mogoče ob takih praznikih, ko bi morali govoriti praznično in lepo, da se mogoče malo odločimo, pa tudi kaj pozitivnega našemo med seboj. Kako nas bodo drugi spoštovali, če se ne spoštujemo mi med seboj? Sicer mislim, da ni tako hudo, ni tako hudo, ampak nekaj tega se mi je pa tudi zdelo na nek način pravično, da rečem. Imamo lepo deželo, fine ljudi, ljubeznive ljudmi, dajmo obnašajmo se malo bolj ljubeznivo med seboj, vsaj v državnih praznikih. Radence je v preteklosti
vrisala na zemljevid Evrope in sveta družina Han. Začetnik dr. Karel Han, ki je dojel pomen zdravilnih vrelcev v Radencih, in nato njegov sin Roman, ki je leta 1882 odprl v tem kraju zdravilišče. V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Radenci so na ploščad pred občinsko zgradbo postavili kamen posvečen družini Han. Ob tej priložnosti je Roman Leljak, župan občine Radenci, povedal: Zdaj nam je čast, da smo danes tukaj in da smo tukaj pred občinsko zgradbo pripeljali tale kamen, ki je vedno bil del nas, tukaj nekje, ampak nažalost zadnjih 70 let bolj skrit kot javen. Zato sem zelo ponosen, da smo z evropskimi sredstvi, z denarjem, ki smo ga dobili iz tega parka, izpod zemlje, ta kamen vseeno prenesli sem, ga restaurirali in ga pustili tukaj, kjer bo vsako noč posebej osvetljen in ki bo ostal v trajen spomin družini Hen. Jaz upam in se veselim, da bomo našli tudi toliko politične volje in toliko modrosti, da bomo šli preko ideologije neke zgodovine in v Radenci pripeljali tudi družino Šarič. Mnogi, ki ste tukaj, vsi jih še spomnite, dajmo jim priložnost, da ti ljudje še enkrat pogledajo tudi njihove potomce. Odprimo se, odprimo Radence, pustimo, da ideje, volja, predvsem pa pustimo, da vsakdo, ki želi nekaj spremeniti, dobi priložnost v občini Radenci. Na slovesnem dogodku je župan občine Radenci Roman Leljak podelil 2 nagradi uspešnima in zaslužnima občanoma občine Radenci za leto 2018. Prejela sta jih Ahac Šimundič ter Jaka Ajlec za izjemne dosežke na področju izobraževanja. Drago Kocbek pa je prejel kot vodja civilne iniciative za prizadevanje pri obnovitvi in rekonstrukciji ceste Grabonoš-Radenci zlato priznanje občine Radenci za leto 2018. Dogodek o praznovanju občinskega praznika občine Radenci so v krajšem kulturnem programu popestrili mladi nastopajoči z igranjem, prepevanjem in plesom. Drage gledalke in gledalci, če ste bili v naši družbi in spremljali oddajo Dogodki, se vam zahvaljujem za pozornost. Veselim se ponovnega snidenja, do takrat pa vam kličem srečno.